Spoštovane poslanke in poslanci, jaz sem se seveda strinjala in je bilo tudi prav, da gredo z mano v tehnično sobo vse vodje poslanskih skupin. Na to sem bila opozorjena s strani opozicijskih vodij poslanskih skupin, ker sem najprej rekla, da grem sama. Prišli so vsi vodje poslanskih skupin, tehnične službe so obrazložile, da z vidika tehnike ni prišlo do kakšnih napak, kar bi se videlo tudi v logih, tako da pač to je njihova obrazložitev. Lahko pa rečem pač ugotovitev, ki smo jo vsi videli, to se pravi vodje poslanskih skupin in tudi sama, da je bilo vloženih kartic 82 in po glasovanju je še nekdo vložil kartico noter, ker se je številka dvignila na 83. To smo videli v sistemu. Tako da to vam lahko povem. Rezultat je pač bil, kakršen je bil. Večkrat smo pogledali posnetke, kamere žal niso tako natančne, da bi lahko videli, ali je dejansko kdo pritisnil na gumb ali ni. Vidijo se roke, pač to sem sama zaznala, ampak nočem biti razsodnik v tej zadevi, ker ni prav, da sem razsodnik v tej zadevi. Jaz se ne spoznam na tehnične stvari glede glasovanja. Do sedaj ni bilo kakšnih pritožb. Poskušam razumeti vse strani, kolikor je le možno, ampak ne morem dati sama neke obrazložitve, ali je prišlo do tehnične napake ali ni prišlo. Lahko vam samo povem zaznavanja, ki sem jih pač zaznala sama in tudi vodje poslanskih skupin in tudi gospa Bergoč je bila zraven in pa službe. In jaz bi želela, da vodje poslanskih skupin potrdite, da to, kar sem povedala, je res. Drugega ne morem povedati. Tudi jaz seveda ne vidim, kdaj in kako kdo glasuje. Tako da postopkovno, izvolite, kolegica Grgurevič. Jaz bi pa samo povedala, da mi pa smo videli, kako tukaj, recimo kolega, ste videli, kako sem jaz glasovala. Rezultat je napačen, ne samo pri meni, tudi pri kolegu. Se pravi, izpričamo, da nekaj je bilo narobe. Zdaj, tega si ne smemo privoščiti v Državnem zboru, da se take napake tehnične dogajajo, tako da te napake bi sistem moral zaznati, tako da bi bilo potreba to forenzično pregledati, zato da se ne bo ponavljalo. Veste, mi glasujemo tukaj, lahko je za en glas napake, tako da jaz pač predlagam potem, da se opravi takšna preiskava, ker se ne sme to dogajati, da moj glas seveda se kaže drugače, kot je dejansko bil. Tako da toliko. Hvala. Oziroma ga ni, ja. Hvala lepa. Jaz bi samo prosila, dajmo zdaj govoriti o domnevni tehnični napaki, ker ne vemo zdaj, ali je bila ali ni bila. Mi jo nismo zaznali, ampak jaz sem laik, še enkrat. Izvolite, kolegica Avšič Bogovič, postopkovno. Poglejte, zahvaljujem se predsednica za to obrazložitev. Verjamem, da je v tem trenutku na mestu, je strokovna, koliko je pač lahko z vidika poznavanja teh sistemov, ampak zagotovo mi smo prepričani, da rezultat ne odraža dejanskega stanja, niti po vsebini, niti to, kar je tehnika zaznala. Dejstvo je, da je potrebno naložiti preiskavo oziroma opraviti forenzično preiskavo. Ja, zelo je smešno, seveda vam je smešno. Res. Hvala. Mislim, to ne sme zadeva ostati odprta. Hvala lepa. To se je zgodilo prvič v zgodovini delovanja tega Državnega zbora in točno pri tem amandmaju. Pri tem amandmaju. Pač je potrebno preiskavo naročiti, predsednica pa je povedala, kaj je bilo ugotoviti pri laičnem pregledu delovanja naprav. Noben se ne otepa te preiskave, tudi službe niso absolutno ne proti. Tako da, kolegica Sukič, vi ste še pa kolega Krivec, ne? Izvolite, kolegica Sukič. Imate postopkovno? Niste dvignila roko? Ne. Kolega Krivec, izvolite. Ja, hvala za besedo. Tudi sam sem se udeležil sestanka v sobi računalniški
Glejte, do zdaj je vedno veljalo, kadar se je glasovalo, če je sistem imel kakšno napako, je ta dotični poslanec opozoril in se je prekinilo glasovanje. V tem primeru, dokler se ni pokazal rezultat, nihče od vas ni opozoril, da kaj ne dela. Jaz imam besedo. Še več, gor se je izpisal rezultat, 82 kartic prisotnih, kar pomeni, da če kartico sistem zazna, pomeni, da 82 je sistem zaznal, kar pomeni, da so kartice pravilno vložene, ker veste sami, da večkrat niste pravilno vložili, pa smo morali ponavljati, kar pomeni, da 82 sistemov glasovalnih je pravilno delovalo. Če kdo ni glasoval, očitno ni, ker je bilo 64 glasovanj, teh glasovanj je zaznal sistem toliko vzdržanih ali kvorum, kot vi pravite, toliko za in toliko proti. In sistem je absolutno pravilno zaznal vse vaša glasovanja. Glasovanja so pa v tem primeru pač taka, kot so, 34 za, 28 proti in amandma je sprejet. S tem se je treba sprijazniti. Imate druge možnosti, ki jih lahko uporabite, tako da ne delati drame iz tega. V primeru, da postavite pod vprašanje to glasovanje, so vsa glasovanja za nazaj in za naprej na tem sistemu pod vprašanjem. Pol prekinemo delovanje Državnega zbora, zamenjamo in vgradimo nov sistem, ki se ga stestira, in potem nadaljujemo z delom tega Državnega zbora. Tako da po 20 letih zaradi enega glasovanja, ki ni v prid neki koaliciji, bomo pod vprašaj postavili tehniko. Saj veste, kako pravijo, računalnik sicer dela, ampak napake naredi tisti, ki je zraven. Isto velja za ta sistem. Tako da sprijaznite se s tem, da je nekdo pač blefiral, ni glasoval, kar je njegova ustavna pravica. Ves čas se sklicujete, da ste v svobodi svobodni in da glasujete po svoji vesti, in to ste pač naredili. In s tem se je treba sprijazniti. Sistem je pravilno deloval in nehajte zavajati. Hvala. Moram samo še to dodati, da kolega Krivec je bil zraven kot podpredsednik, da ne bo kakšnih tukaj vprašanj. Kolega Darko Krajnc je prosil za besedo. Bom dala tudi vam, samo je bil pred vami. Spoštovani, v tej situaciji mora prevladati razum. Ja, kar smejte se, ne? Nihče vas ni obtožil, pa bi vas lahko. Jaz upam javno pričati, da sem glasoval, kako sem glasoval, čeprav s težkim srcem, in se sprašujem, kaj to pomeni, ta precedens. Prvič in točno v tem trenutku, da se to zgodi, postavlja pod vprašaj bodoča glasovanja. Če gre za sabotažo, človeški faktor, je ogrožena državna varnost. Dajmo se o tem, to je resen trenutek, nihče vas ne obsoja, vi ne morete pa nas obsojati, da smo sami kartice ven vlekli ali karkoli. Poslušajte, zadeva ni delovala. Zadevo je treba preiskati. Enostavno ni problem rezultat. Mi lahko to rešimo z novim amandmajem, tehnično zadeva ni problem. Ni problem rezultat glasovanja, ampak glasovanje, ki ne odraža tega, kar smo mi glasovali. To je problem. Nobene drame. Vse drugo pa zdaj obtoževati en drugega brez veze. Zadevo moramo rešiti na tehnični ravni. Upam samo, da ne gre za kak človeški faktor. Zdaj mogoče samo še preden dam besedo naprej povem, da je sistem zdaj v odmoru bil stestiran 3-krat in 3-krat je pravilno pokazal. Tudi mi bomo pred naslednjim glasovanjem naredili en test še vsi skupaj. Pa še nekaj vam povem. Če bomo zdaj to prekinili oziroma kako bi se to želelo rešiti, da pride forenzična skupina, potem, če mislite, da bi bilo potrebno prekiniti sejo zaradi tega, ja, potem ostanemo brez glasovanj in še brez česa, a ne? Tako da malo prosim razmislite, kaj pomeni, ker forenziki ne bodo prišli zdaj v eni uri, a ne? In to vse pregledali in imeli pravnomočne dokončne ugotovitve, ne? To zahteva svoj čas. Gospod Lamut, mu dajem besedo, pa Prosen Kralj, Tacer in Gregorič. Izvolite. Ja, se lahko samo potrdim besede
kolega Krajnca, je pa zadeva danes diametralna temu, kar je bilo v četrtek. Ker tisti, ki ste bili na naši 55. izredni seji prisotni, veste, da sem dvignil roko in rekel, moja glasovalna naprava ne deluje. In to lahko preverimo. V tistem momentu, ko sem glasoval za naša priporočila, lučka ni gorela, na izpisu je pa prikazano, da sem glasoval za. Ja, kolega Krivec, tako, pa točno tako je. Lahko polemizirava, lahko pa greva kasneje na pivo pa se pogovoriva, no. Danes je diametralno nasprotno. Ko sem glasoval proti in je na mojem tej črtici, matematično se ji reče minus proti, gorela lučka, na izpisu sploh nisem bil prisoten. Zdaj, ali sem neviden? Mogoče za koga, ja, fajn, super, hvala, evo, Miha Lamut je moje ime, bil sem tle in glasoval sem proti. Kolega Prosen Kralj, izvolite, imate besedo. Se bom kar hiter. Sej ni stvar, mislim, če jaz prav spremljam sejo, smo mi zdaj v točki ravno po glasovanju. Tukaj so nekateri poslanci na moji desni in levi opozorili, da avtomati oziroma glasovalne naprave jim niso delovale. Smo v tej točki, niso delovale, ampak pustimo, če damo amandma na stran. Mi se pogovarjamo tukaj o resnosti te situacije, koliko je ta zadeva verodostojna, koliko dejansko si lahko zaupamo, da dejansko res ta prenaša glasove, kajti tukaj ni hec, sprejemamo zakone. Mi smo ena izmed vej oblasti, pa mogoče samo še za en primer, kjer se je zgodila računalniška napaka, ne vem točno, v kateri državi, bila Danska, Nizozemska ali Norveška, kozmični dež je dokazano povzročil sistemsko napako v glasovanju, ko so vzporedno glasovali digitalno in tudi fizično. Torej, mislim, ni smešno. Jaz se lahko v tem momentu obrnem in grem domov, ker ne zaupam tej zadevi, da deluje tako, kot pritiskam nanjo. To je z moje strani. Kolegica Tacer, izvolite. Hvala. 3 stvari. Prva je, da ne gre za rezultat, kar je povedal tudi moj kolega. Mi lahko damo še enkrat amandma z vsebino, za katero smo se dogovorili, da jo bomo sprejeli, in lahko tako vsebino tudi sprejmemo. Gre za postopek, ki je zelo pomemben in je v bistvu temelj naše države, demokratične institucije, da tako kot mi oddajamo svoj glas, da se tak tudi odraža. In tukaj gre za več primerov poslancev, ne samo iz Poslanske skupine Svoboda, ki trdijo, da so glasovali, pa to ne za popularno stvar. S težkim srcem so nekateri glasovali, pa bojo sami povedali, da so glasovali in da so njihovi sosedi videli, da so glasovali, piše pa, da niso nič pritisnili, niti kvorum, niti minus, niti plus. In to je zelo zaskrbljujoče in ne moremo iti zdaj naprej s temi glasovalnimi napravami. Jaz predlagam postopkovni predlog, da od zdaj naprej na tej seji glasujemo z ostajanjem, tako kot poznajo nekateri drugi parlamenti, do konca seje. To je resen. Prosim, no. A lahko prosim, a ste lahko prosim spoštljivi? Kolega Reberšek, a lahko prosim nehate? Ma ne govori neumnosti. Nehajte, prosim. Tako glasujejo nekatere demokracije, ki imajo veliko starejšo tradicijo od naše. In ja, zato, ker je trenutno na žalost bil podan dvom v te naprave, jaz predlagam, da do konca glasujemo z ostajanjem, ker pa vseeno je na glasovalnem redu zelo pomembna tema, a ne proračun. Tako da prosim, da glasujemo o mojem postopkovnem predlogu. Hvala. Hvala lepa. Zdaj dajem besedo še gospodu Gregoriču, potem pa se bomo takoj dobili z vodji poslanskih skupin v sobi 217. Hvala, gospa predsednica. Izvolite. Torej, jaz imam to slabo navado, da si beležim vsak rezultat glasovanja in tokrat sem isto delal in imam tle za vsako glasovanje, vam lahko povem, kakšen je bil rezultat. Na ekranu gor vidite, da je kartic vloženih 86.
Gospod Krivec je prej rekel, da je bilo za časa tistega glasovanja 82. Po mojih podatkih je bilo 86, lahko pa, da je med glasovanjem kdo vzel kartico manj. Zdaj, mi imamo tukaj Bosch sistem, ki je verjeten še kje drugje inštaliran. In bi rekel, da je ta... In jaz ne bi dvomil v ta Bosch sistem, ker je verjeten bil večkrat preizkušen in je bil preizkušen na vse mogoče otroške bolezni. Ampak ta sistem, noben sistem pa ni 100% 0,000. Je pa ta sistem nekako povezan s tem ekranom. In vmes je, po mojem, nek program, ki teče na osnovi Windowsa. In tle smo opazili, da je medtem prišlo do posodobitve Windows sistema. Ja, čak malo, kaj zdaj? Oprostite, gospod Gregorič, jaz sem tudi videla, da se je odprl en okenček. Ne vem pa, kaj je pomenilo. Se da videti, posel te pa ražali. Skratka, jaz predlagam isto, da se naredi forenzična preiskava, pri kateri mora dobavitelj opreme sodelovati, in enako ne zaupam tem glasovalnim napravam, kajti nemogoče je, da bi 27 ljudi glasovalo proti, pa tudi če ne par od teh fizično manjkalo, je še zmeraj 22 ljudi fizično glasovalo proti. Nemogoče. Tako da prosim za forenzično raziskavo, pri kateri bodo tudi sodelovali proizvajalci opreme Bosch. Če bomo imeli še enkrat forenzično preiskavo, potem se je treba zavedati, da ne bomo delali nekaj časa. Kolega Reberšek pa kolegica Sukič, ampak potem pa prosim, da se dobim z vodji poslanskih. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Glejte, da bojo tudi širša javnost vedela, kaj se zdaj pravzaprav v Državnem zboru dogaja. Dogaja se ena velika panika, kar po eni strani čudno, ker vlado vodi Luka Mesec, ampak zdaj pa k dejstvom. Ravnokar. Dovolite, dopustite. Ja, sej, prosim, no. Poglejte, zdajle smo gledali promenado poslancev Svobode, ki so se opravičevali. Danes smo v tem Državnem zboru od 18:30 ure tukaj dalje in glasujemo več ur. Se pravi, smo več kot 100-krat glasovali in nisem niti enega izmed vas slišal, da glasovalna naprava ne dela. Ko pa pridemo mi do amandmaja, ko je na vrsti glasovanje amandma, ki ureja 100% usklajevanje družinskih in socialnih transferjev, pa kar naenkrat naprave zatajijo. Pa koga vi farbate? Naprave delajo, ampak vi niste pritisnili gumbeka. V tem je problem. Zdaj točno in povsem razumem Zakon o evidentiranju in vem, zakaj se poslanci ne štempljamo. Zato, ker imajo nekateri poslanci probleme v tem hramu demokracije, še glasovati ne znajo. Kako se bojo štempljali? Hvala. Dobro, jaz sem, glejte, dovolj, res dovolj. Kolegici Sukič, glejte, a veste, da ima vsak možnost tukaj kaj povedati? Sredina, levo, desno, res, vsi lahko govorite. Zdaj še kolegica Sukič, potem pa konec in gremo vodje poslanskih skupin. Najprej gremo gor, se zmenimo in pridemo nazaj in bodo tudi vodje poslanskih skupin povedali. Sam toliko bi povedala, kolega, vi ste rekli, da je bilo 86 kartic noter v trenutku glasovanja. Ni jih bilo. Moje kartice ni bilo not, ker sem jo dala ven izrežek. In tudi nisem bila edina, kar sem videla na lastne oči, tako da je seštevek pravi. Okej, dobro. Zdaj pa prosim v 217 za vodji poslanskih skupin in se vidimo ob 23. Ne, jutri, ne. 23:15, se opravičujem, gospa Godec, prosim, pomagajte mi tukaj vodje poslanskih skupin. Ja, takšno je pač delo poslanca, včasih se dela tudi ponoči.
Plavica do odklopa je pa zdajle vaša, mi jo pa nimamo.